spoštovane, v dvorano prihaja predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. Spoštovani lovci in rogisti, dragi ljubitelji lovske kulture in cenjeni gostje. Prisrčno pozdravljeni na slovesnosti 50. srečanja slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov. Današnji dan ni le priložnost za praznovanje, temveč tudi za spominjanje in spoštovanje lovske kulture, ki jo predani lovci in rogisti negujejo že pol stoletja. Med nami danes v čas slovenskega praznika lovske kulture lepo pozdravljamo predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, častnega pokrovitelja in današnjega slavnostnega govornika, gospoda Marka Lotriča. Prav tako lepo pozdravljamo poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Nataša Avšič-Bogovič. Predsednika Lovske zveze Slovenije, gospoda Alojza Košco s sodelavci. Župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Predsednika Komisije za lovsko kulturo pri Lovski zvezi Slovenije, magistra Janja Šalamona. Prav prisrčen pozdrav in dobrodošlico želimo tudi vsem nosilcem Zlatorogove plakete najvišjega odlikovanja Lovske zveze Slovenije, občinskim svetnicam in svetnikom ter vam, spoštovani gostje ter cenjeni mediji. Združena strast, enotnost in ljubezen do gojenja lovske kulture povezujeta in krepita današnje nastopajoče. Zato so današnjo slavnost slovensko himno otvorili združeni zbori pod vodstvom zborovodkinje Mileve Kralj Buzeti.
Spoštovani, spoštovane, veseli smo, da bomo danes skupaj obeležili 5. desetletje srečanj lovskih pevskih zborov, iz katere se je lovska kultura razširila in ohranila do danes. Namen tovrstnih srečanj je poleg predstavitve slovenskega lovskega ustvarjanja tudi druženje, povezovanje in spoznavanje. Lovci so trdna prijateljstva in povezovanje vzgojili tudi zbori iz sosednje Hrvaške, zamejske Italije in tudi Avstrije, ki nadaljujejo to tradicijo v njihovi državi in še vedno z veseljem ohranjajo vez s slovenskimi prijatelji. Zato je danes tudi z nami skupina rogistov iz sosednje Hrvaške, natančneje iz Kraljevca na Sutli. Verjamem, da bomo danes priča nepozabnim nastopom, ki bodo še dodatno poudarili pomen in lepoto lovske kulture. Na odru bo zapelo kar 150 pevk in pevcev iz 12 različnih lovskih pevskih zborov iz Slovenije in 100 rogistov iz 15 slovenskih skupin in ene Hrvaške. Lovska kultura ima v Sloveniji dolgo in bogato zgodovino. Svojo melodijo nas povezuje z naravo, spodbuja ljubezen do naše dežele in ohranja kulturno dediščino. Lovski pevci, pevke in rogistke svojo predanostjo in strastjo prispevajo k ohranjanju te edinstvene umetniške oblike, ki združuje tako ljubitelje narave, kot tudi tiste ljubitelje kulture. Ivan Cankar je nekoč dejal: "Zgodovina narodove kulture je zgodovina naroda samega." In s ponosom ter častjo lahko povemo, da je slovenska lovska kultura uvrščena v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. To priznanje kaže na zavedanje države o pomembnosti ohranjanja lovske kulture med nami ter njene vloge pri oblikovanju in bogatenju naše narodne identitete. Da smo danes priča takšni množici nastopajočih in da skupaj slavimo 50. srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov, je zaslužen domačin, pionir srečanj, predsednik lovskega pevskega zbora Globoko in predsednik organizacijskega odbora, to je Franc Kene, ki ga vljudno vabi na oder. Izvolite. Spoštovani gospod Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, spoštovani gospod Ivan Molan, župan naše občine Brežice, spoštovani predsednik Lovske zveze Slovenije, gospod Aleš Kovšca, spoštovani gostje, drage pevke in pevci, rogistke in rogisti, drage obiskovalke in obiskovalci današnje prireditve, prisrčno pozdravljeni med nami tu v Brežicah. Zvrtilo se je desetletje in še eno leto zraven in zopet smo se pevci in pevke, rogisti in rogistke vrnili v kraj svojega začetka. Kakor se jatak ptic selil, vedno vrača v kraje, kjer so ogledali luč sveta, se tudi pevke in pevci slovenskih pevskih zborov in rogisti in rogistke, povezane v skupine lovskih rogistov, vračajo v kraje, kjer se je organizirana lovska kultura na pevskem področju oziroma glasbenem področju rodila. Tokrat smo vas povabili v Brežice, v središče naše občine, katere del je tudi Globoko. Pragmatičnost je premagala nostalgijo. Verjamem, da boste ob koncu tokratnega srečanja tudi vsi, ki prihajate k nam v goste, pritrdili naše odločitvi, da srečanje pripravimo v objektu za vso infrastrukturo, ki je potrebna za takšno prireditev in primerna času, v katerem se nahajamo. Nazadnje tudi cenovno je najem dvorane bistveno ugodnejši od šotora, kot je bilo na prejšnjih srečanjih, pa tudi fizičnega dela in logistike je veliko manj. Mi pa tudi nismo vedno mlajši, žal prav nasprotno, in tudi moči niso več takšne kot pred desetletji. Iz teh razlogov smo se odrekli ideji, da bi tudi letošnje srečanje pripravili v globokem, kot že vseh 5 dosedanjih. Od prvega pred davnimi 50 leti
do 40. pred 11 leti. Samo nekaj nas je še, ki smo pred 50 leti uresničili idejo, da bi globoko povabili pevske zbore, ki so prepevali z nami z lovsko vsebino, pesmi z lovsko vsebino in se imenovali lovski pevski zbori. Bili smo malo številni, tudi ideja je bila prava, seme je skrilo in pognalo mogočne korenine. Nastajali so novi lovski pevski zbori in kmalu so se pevcem pridružili tudi skupine lovskih rovistov. Tudi te so se množile in svojimi kovinskimi zvoki sprvo še nekoliko okorno, nato pa vse bolj vešče in uši so prijetnejše s svojimi melodijami bogatile naše srečanja, predvsem pa širile slovensko lovsko melodijo po vsej domovini in tudi izven njih. Lovski pevski zbori in lovski rogisti smo postali vsakdanji in samoumevni gosti številnih kulturnih prireditev, kjer smo s svojimi melodijami in lovsko pesmijo poslušalcem prikazali tudi drugo plat lovske organizacije, našo lovsko kulturo. Ta se je razširila tudi na druga področja umetniškega izražanja lovcev, ljubiteljev, ljubiteljskih kulturnikov. Prišli so kiparji, slikari, fotografi, literati, skoraj ni področja umetniškega ustvarjanja, kjer se ne bi pojavljali umetniki lovci, ki svoje ustvarjanje in poustvarjanje uspešno predstavljamo širši, ne samo lovski javnosti. Zato nas ni presenetilo dejstvo, da je bila naša lovska kultura slovenskih lovcev pisana v UNESCO seznam osnovne kulturne dediščine, kot je povedala Anja. Naše vsakoletne sreče z vsemi spremljajočimi dogodki pa se odvijajo pod imenom Praznik lovske kulture. Letos smo se odločili, da zlatemu jubileju dodamo še nekaj več in Praznik lovske kulture obeležimo s še eno zvrstjo kulturnega udejstvovanja slovenskih lovcev. Sinoči smo v tej dvorani odprli razstavo fotografij, ki smo ji nadeli ime Narava divjad. V sodelovanju smo povabili vse slovenske lovce, pogoj je bil, da so lovci, da svoje fotografije, ki so nastale ob številnih naključnih ali pa načrtovanih srečanjih z divjadi v naravnem okolju ali pa motivih, ki prikazujejo odnos lovca do dogajanj v naravi, predstavijo tudi širši javnosti. Potrebno je bilo najti primeren motiv, ga ovekovečiti s pritiskom na prežilec fotoaparata in ga v skladu z določili razpisa poslati organizatorju. Žal se je povabilo odzvalo nekoliko manjše število lovcev fotografov, kot smo pričakovali, vendar dovolj, da smo razstavo lahko pripravili in jo postavili na ogled širši javnosti. V avli prvega nadstropja, prostora, kjer se nahajamo sedaj, smo jo postavili in lepo ste povabljeni, da si jo ogledate. In kakor je seme prvih začetkov srečanj lovskih pevskih zborov obrodilo veličastne sadove, si srčno želim, da tokratna razstava ne bi bila tudi zadnja, ampak naj bi z organizacijo naslednjih ob takšnih ali podobnih priložnostih, kot so sreča lovskih pevskih zborov in skupin rogistov, privabila še nove in nove ustvarjalce s področja lovske kulture, saj na motivov v materi narave prav gotovo ne manjka. Lepo povabljeni, da si po končanem koncertu razstavo tudi ogledate. Tisti, ki se še niste. Vrnimo se zopet nazaj k srečanju lovskih pevskih zborov in skupin rogistov. Kadarkoli slišim v javnih medijih novico ali obvestilo o nastopu kateri od lovskih skupin pevcev ali rogistov, mi je toplo pri srcu. Ne morem se kajati, da ne bi s ponosom zrl na naših prehojenih 50 let. Prepričan sem, da so naša srečanja svoj začetki spodbudila nastajanje novih in novih pevskih skupin in instrumentalnih skupin, ki so se nam na manifestacije našega udejstvovanja uspešno pridružile. Še več, naše seme je vplilo tudi preko meja naše domovine. Z veseljem smo sprejeli med se pevce in rogiste iz sosednje Hrvaške, slovenski zbor iz zamejske Italije in seveda skupine z rogistov iz Avstrije, kjer se je lovski rok ohranil skozi stoletja in ga ni bilo treba uživati tako kot pri nas, oživljati tako kot pri nas. Seveda v teh časih, v teh letih, marsikatera skupina tudi ugasnila in prenehala z delovanjem. Posebej se to pozna v pokolonskih časih. Če smo pred 11 leti v
Globokem gostili kar 41 skupin pevcev in rogistov, se je na letošnje, ko praznujemo zlati jubilej, nam prijavila dobra četrtina manj, le 30 skupin. Pa ni temu kriva samo korona. Zavedamo se, da nam življenjske moči usihajo in da se staramo. Marsikdo od naših pevcev in rogistov je žal tudi že končal svojo življenjsko pot. Kljub temu pa s ponosom ugotavljam, da jedro organiziranega kulturnega udejstvovanja na glasbenem področju ostaja čvrsto in da še vedno lahko kadarkoli predstavimo slovensko lovsko pesem ali melodijo povsod, kjer je to potrebno. In je tudi potrebno s ponosom postaviti in s tem pokazati lovce in vso njihovo dejavnost, tudi z nekoliko drugačne, časom in razmeram bolj prijazne plati. Morda v zaključku še nekaj statistike. Že nekaj časa delujete v slovenskem kulturnem prostoru samo 2 pevska zbora, ki sta sodelovala že na prvem srečanju pred 50 leti v Globokem. To sta lovski pevski zbor Dekani in lovski pevski zbor Globoko. In samo slednji se je udeležil vseh dosedanjih srečanj in je letos zlati jubilant. Razumljivo je, da udeležba na srečanjih ni obvezna in zaradi objektivnih vzrokov, katero od skupin vsakokrat tudi ne more priti. Glede na vse objektivne in subjektivne okoliščine s ponosom lahko povem, da se bo letošnjega srečanja udeležilo 16 skupin lovskih rogistov ter 12 lovskih pevskih zborov, 2 manj, kot je bilo prijavljenih, saj so se žal 2 v zadnjem trenutku svoj prihod odpovedali iz opravičljivih razlogov. Ena od njih je naš dolgoletni redni udeleženec srečanj slovenski lovski pevski zbor Dobrodop iz sosednje Italije. Da pa lahko rečemo, da ima naše današnje srečanje še vedno mednarodni in predvsem meddržavni predih, pa so poskrbeli naše sosedje, Hubertovi rogisti iz Kraljevca na Sutli. Ko smo v Globokem že kar samoumevno sprejeli dejstvo, da bomo tudi letos organizatorji jubilejnega 50. srečanja, smo se zavedali, da nas čaka težka naloga. Časi, v kateri se nahajamo, niso prijazni za organizacijo tako velike prireditve. Vendar smo s pomočjo sodelavcev in drugih društev organizacij v kraju in izven njega uspeli prireditev organizirati tako, da se bodo naši gosti pri nas in naši okolici dobro počutili in da se bomo vsi skupaj lahko z veseljem zaželeli nasvidenje prihodnje leto na 51. srečanju. Pri tem gre naša velika zahvala vsem, ki so prireditev finančno podprli. Predvsem generalnemu pokrovitelju Lovske zveze Slovenije, občini Brežice, številnim donatorjem in vsem, ki ste v 50. srečanju in oglaševanju na njem videli svojo poslovno priložnost. Posebna zahvala delavcem in vodstvu Zavoda za šport Brežice, ki so nam kot upravljavci športne dvorane nudili vsestransko in neprecenljivo pomoč. In ne nazadnje, prepričan sem, da smo vsi, ki sodelujemo na današnjem srečanju, izredno ponosni in veseli, da je častno pokroviteljstvo nad prireditvijo prevzel predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. Vlada Republike Slovenije je letošnje leto razglasila za majstrovo leto. Zato smo v program letošnjega srečanja uvrstili tudi pesem Završki fanti, ki je na njegovo besedilo uglasbil skladatelj Emil Adamič. Tudi sicer smo po častitvi jubilejnega srečanja v spored uvrstili le skladbe slovenskih avtorjev s posebnim poudarkom na melodijah, kateri avtorji izhajajo iz našega lokalnega okolja. Res smo ponosni, da se družimo že 50 let, zato vas veseljem pozdravljamo v kraju, kjer se je slovenska kultura na glasbenem področju tudi rodila. Potrudili smo se, da bi se med nami čim bolje počutili. Predvsem pa verjamem, da se bomo v sklepnem koncertu vsi potrudili kot še nikoli doslej, ter sebe in širši javnosti dokazali, da je pomemben del lovstva tudi lovska glasbena kultura, ki jo ljubiteljsko gojijo skupine lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov že več kot 50 let. Lepo se imejte pri nas in nasvidenje prihodnje leto na 51. srečanju. Hvala. Leta 1974 pobudnik tovrstnih
srečanj slovenskih lovskih pevskih zborov. Kasneje se je dogodek razširil tudi na skupine rogistov, fotografe, slikarje, kiparje in druge ustvarjalce lovske kulture. In morda še beseda o omenjeni razstavi. Razstavo zajema 31 fotografij 5 članov lovskih organizacij v Sloveniji. Razstava pa je nastala ob podpori in sodelovanju Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice, Fotokluba Brežice, saj so organizatorju razstave lovskemu pevskemu zboru Globoko nudili vso materialno in strokovno pomoč. Strokovni organizator razstave pa je gospod Samo Hajtnik, pa je tudi vodja fotokrožka Globoko, zato si na dodatnem panoju lahko ogledate tudi fotografske umetnine otrok, ki fotografijo spoznavajo v šoli v okviru fotokrožka. Lovski pevski zbori so že od samega začetka nosilci in začetniki lovske kulture. Rogisti pa to bogato tradicijo že več kot 45 let nadgrajujejo in lovski kulturi dodajajo novo dimenzijo. Svojimi mogočnimi in slavnostnimi melodijami, ki jih ustvarjajo iz lovskih rogov, so obogatili našo glasbeno krajino in jo še bolj povezali z naravo ter našimi predniki. Glede na oglasitev rogov poznamo S in B rogiste in med nami so danes B rogisti. V nadaljevanju bomo slišali koračnico lovcev avtorja Jožeta Grleca, združenim rogistom pa bo dirigiral magister Jani Šalamon. Podpora lokalne skupnosti pri ohranjanju kulturne dediščine je ključna. Tega se zaveda tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, ki ga vljudno vabim k nagovoru. Izvolite. Spoštovani slavnostni govornik, predsednik Državnega sveta, gospod Lotrič, spoštovani predsednik Gasilske zveze, gospod Kovšca, spoštovani vsi visoki gostje in seveda vsi, ki ste se danes udeležili tega seveda srečanja. Posebej pozdrav pa se namenjam predvsem rogistom, rogistkam in pa seveda predvsem pevcem in pa pevkam. Naj povem seveda, da občina Brežice je izjemno razgibana občina, ki je pestra po naravni danosti, kulturnih dejavnosti in pa seveda po še marsikaj drugemu in zato seveda je lovska kultura tudi del našega vsakdanjega življenja. Prav tako seveda treba povedati, da v občini Brežice seveda so naravne danosti izjemno pomembne, zato seveda lovstvo se izjemno sovpada seveda tudi z našim razvojem krajev. Danes mislim, da je prav, da se poudari, da niste lovci več samo tisti, ki nekako uplenjate živali, ampak ste več ali manj naravovarstveniki, ki skrbite za ravnotežje v naravi in to je seveda izjemno plemenito in pa tudi naporno delo. Poleg tega pa seveda treba povedati, da ste lovci tudi tisti, ki vse bolj nekako skrbite tudi za kulturo in lahko rečem tu, da je gospod Gene nekako tisti, ki je
bil pobudnik seveda za svojimi somodišniki med 50 leti in še danes traja na tem in mislim, da je to tudi razlog, da ste se danes zbrali tu v Brežicah v tej dvorani. Še posebej, kajti treba le povedati, da je, kot je že bilo povedano, da ste ponovadi se dobivali v Globoko. Letos pa je seveda gospod Kene šel na občino in je pač povedal, da bo to zelo težko organizirati Globoko in zato smo z skupnimi močmi se dogovorili, da se to organizira v tej športni dvorani in jaz mislim, da je tudi na tak način pomoč občine Brežice prišla dobrodošla, da bo lahko prišlo do tega 50. srečanja. Samo osebno jaz verjamem, da boste prav tako v tej dvorani lahko pokazali vse svoje znanje, da boste lahko pokazali svojo kulturo in seveda, da boste se predvsem prijetno imeli. Upam pa seveda in verjamem, da vam bojo Brežice danes ostale v lepem spominu, da se boste še veliko krat vračali ali na lov ali na kakšne druge turistične dejavnosti in seveda, da boste v naši občini imeli res prijetne doživljene in pa predsvetne kraje. Danes vam seveda čestitam, zato želim prijetno nastopanje tistih, ki bojo najboljši že naprej čestitam. Vsem skupaj pa lep dan. Hvala lepa. Hvala, gospod župan. Spoštovani, spoštovane, če vas vprašam, kaj je srce narave, mi boste zagotovo odgovorili, da je to gozd, ki vas znova navdihuje svojo tišino in skrivnostnostjo ter mnogimi zgodbami. In gozd z veseljem pozdravlja lovce s svojimi melodijami, ki odmevajo med drevesi kot v pesmi. In sicer slišali bomo pesem Ubalda Vrabca z naslovom Pozdrav, združenim pevskim zborom pa bo dirigirala Mileva Kralj-Buzeti. Izvolite. Nekdo je zapisal takole: sodelovanje je kot potovanje. Posamezniki smo na začetku poti opremljeni s svojimi pričakovanji, znanji, izkušnjami, stališči, vrednotami. Potem pa se srečamo in gradimo medsebojne odnose. In tako je tudi v lovski skupnosti, kjer je sodelovanje med lovci, rodisti in ostalimi ljubitelji lovstva še vedno spoštovanja vredna vrlina. Lovci se povezujejo v različna društva in med skupnimi dejavnostmi gradijo močne medsebojne odnose. In kako zelo pomembno je sodelovanje med Lovsko zvezo Slovenije, društvi in državo, nam bo v naslednjih minutah zaupal pokrovitelj današnjega osrednjega dogodka, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, ki ga vabimo k slavnostnemu nagovoru. Spoštovani župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, predsednik organizacijskega odbora prireditve Franc Kene, nosilci najvišjega lovskega odlikovanja plakete Zlatorog, lovke in lovci, poslanka Državnega zbora,
pevci, zborovodje, rogistke, rogisti iz domovine in zamejstva, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim in pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe in seveda tudi v svojem imenu na že 50. jubilejnem srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov. Lovska zveza Slovenije, ki bo kmalu praznovala 120 let, v okviru svojega osnovnega poslanstva zagotovo veliko prispeva k trajnostnemu in sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi in divjadjo. Da je pri svojem strokovno podkovanem delu uspešna, priča tudi dejstvo, da je Slovenija po številu živalskih in rastlinskih vrst na kvadratni kilometer površine še vedno prva v Evropi. Poleg svojega osnovnega poslanstva Lovska zveza Slovenije izvaja tudi različne družbene funkcije, izobraževalno, raziskovalno in humanitarno dejavnost. Aktivna je tudi na področju tekmovanja v športnem strelstvu in kinologiji. Veliko naporov vlaga v ohranjanje kulturne dediščine in ustvarjalnih dejavnosti povezanih z lovstvom. S tem lovci krepite tudi vezivo med ljudmi in veliko prispevate k ohranjanju družabnega življenja na podeželju in v družbi kot celoti. O pomenu trajnostne rabe upravljanja in varovanja prostoživečih vrst divjadi in njihovega okolja, trših in navad, ki so del vsakdanja slovenskih lovcev, priča tudi dejstvo, da je lovska kultura vpisana v UNESCO seznam kulturne dediščine. Ljudje ne znamo in ne zmoremo živeti brez drugega. Človeštvo se je povzdignilo nad druge vrste z razvojem sposobnosti medsebojnega sporazumevanja, prenosom znanj ter izkušenj med posamezniki, skupinami in generacijami. Govorjeni jezik nas je najprej zbližal in poenotil, potem pa skozi zgodovino razdelil na narode in države. Danes tako obstaja 6 do 7 tisoč jezikov. Te jezike govori preko 7 milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah. Jezikovne razlike so tako velike, da brez tolmačenja le redki narodi se razumejo med seboj. Kljub razlikam v poimenovanju stvari in pojavov, obstaja med nami povezovalna nit, sposobna premostiti sleherni prostor in čas. To je glasba. Uglasena beseda je najvišja in najbolj umentelna oblika izražanja, lastna le človeštvu. Sprejemljiva skozi čas in raznolika v sporočilnosti je eden izmed najmočnejših členov, ki posameznike povezuje v družine, rodove, narode, kulturne prostore in človeštvo nasploh. Danes tukaj obhajamo praznik povezovalne moči glasbe. Ubrani glasovi zborov in donenje lovskih rogov polnijo ne le ta prostor, temveč tudi naša duše in srce. Harmonija tonov človeka pomirja in navdihuje verzi, prikličejo spomine in budijo hrepenenje. Bili so časi, ko je rodovitna polja od Alp do morja in tja do Panonske ravnine božala pesem kostcev in žanic. Pelo se je o obličkanju in še marsikaterem kmečkem pravilu. Razvoj strojev nas je na eni strani razbremenil težaškega dela, na drugi strani pa je ugasnil potrebo po sodelovanju in druženju, ter nas na ta način potisnil tudi v osamo. Le malo še je ostalo priložnosti, ko lahko po skupnem napornem delu proslavimo dosežke s pesmijo. Zato so dogodki, kot je današnji, dragoceni za ohranjanje vezi med nami in krepitev občutkov medsebojne pripadnosti. Vsak izmed nas potrebuje prostor in čas, da ga preživi brez pritiska, obveznosti in med prijaznimi obrazi. Lovstvo je verjetno najstarejša človeška organizirana dejavnost, pri kateri ste odvisni drug od drugega. Zvesti drug drugemu in uspešni le toliko, kolikor znate in hočete biti enotni. Lovstvo tudi ne pozna razlik v premoženju, izobrazbi in starosti.
ker so odnosi med lovci zgrajeni bolj na vzajemnem spoštovanju, kot na normah, ki jih vsiljujejo zakoni. Lovska etika temelji na naravni pravičnosti, ravnovesju med jemanjem in dajanjem, spoštovanju svobode in življenja živali, podrejanju naravnim zakonom in na solidarnosti z ljudmi. Biti član zelene bratovščine pomeni živeti z naravo in za naravo, porabljati svoj čas za prostovoljno delo v skupno dobro. Lovsko tovarištvo je lahko za zgled politiki, ki pogosto izgubi rdečo nit povezovalnosti in včasih več jemlje kot daje. Lovske pesmi pojejo slavo naravi, opevajo občutke prostosti, dogodke iz življenja, z njim proslavljate uspehe pri lovu in sprejemate nove člane, z njim se tudi poslavljate od tistih, ki zaključijo svojo življenjsko pot. Peli ste pod oblastjo tujcev, v težkih časih za naš narod. Pojete jih še danes o sodobni glasbi, piše note umetna inteligenca. Upam, da jih boste peli še dolgo in da jih bodo peli tudi tisti, ki pridejo za nami. Slovenci smo lahko resnično ponosni na svojo glasbeno ustvarjalnost. Malo nas je po številu, stisnjeni smo v majhnem prostoru, vendar je naša glasba dosegla vse celine zemeljske oble. Narod je narod le toliko, kolikor ga njemu lastna kultura razloči od kultur drugih narodov. Še kako pomembno je zato tudi vaše sodelovanje Slovenci v zamejstvu. Slovenci zunaj meja matice ste pomemben del slovenskega naroda. In tega nikoli ne smemo pozabiti. Vesel sem, da ste mnogi danes z nami. In prosim vas, prenesite pozdrave tudi tistim rojakom, ki danes niso mogli priti v Brežice, v zeleni svet sotoči rek Save in Krke, bogat s termalnimi izviri, arheološko dediščino, številnimi gradovi, vinogradi in gozdovi. Spoštovane zbrane, spoštovani zbrani, zahvaljujem se vam za povabilo in pozornost in ob koncu zaželim naj bo živ praznik lovske kulture. Vsem nastopajočim in organizatorjem ter gostiteljem še enkrat voščimo 50. jubileju in vam želim veliko uspeha v prihodnosti in seveda dober pogled. Vaše misli in izkazano podporo. Nadaljujemo z zvoki rogistov. Slišali bomo avtorsko skladbo dobovskih rogistov z naslovom Na deželi. Združenim rogistom bo dirigiral magister Jani Šalko. Današnja prireditev je posvečena tudi generalu in pesniku Rudolfu Maistru, obranitelju slovenske severne meje, ki se je rodil 29. marca 1847 v Kamniku in umrl 26. julija 1934 na Uncu pri Rakeku.
Tako letos zaznamujemo 150. obletnico njegovega rojstva in 90. obletnico njegove smrti. V izvedbi Združenih zborov bomo slišali Majstrovo Završki fantje, zboru pa bo dirigirala Mileva Kralj-Buzeti. V zibelki razvoja lovske kulture deluje Mala vaška osnovna šola Globoko, ki pa tesno sodeluje z lokalno skupnostjo in društvi v kraju. Zato se nam bodo zdaj pridružili učenke in učenci tamkajšnje šole, ki nam bodo predstavili slike iz gozda. Izvolite. Biti lovec ni le želja, ni vse tako, kot se zdi. Včasih te beseda boža, včasih pa hudo boli. Biti lovec ni le suknič, ni le značka in klobuk, imeti moraš trdo voljo in v srcu up. Treba je v sneg zagaziti, večkrat pa obrisati znoj. Je treba potrpeti za lovci, jaz bom s tabo, ti z menoj. Lov ti zjutrom mir prinaša, slišal boš lepete ptic. Tam pozabiš na tegobe, a se spomniš dragih lic. Videl vzhajati boš sonce, slišal ptiča, ki prepeva. Tu boš našel le tišino, ker je kamen tu sameva. Kako je lepa narava, svet zrak, mir. Danes bom malo preveril, kaj kje počnejo živali. Upam, da mi nič ne preplaša. Joj, prijavil sem se na fotografski natečaj. Slikati moram žival v naravi. Le kako se ne tega lotim, brez da bi prestrašil žival. Rabim pomoč. Tam je nekdo. Mislim, da je lovec. Prosim ga za pomoč. Dobar dan, ste vi lovec? Dobar dan. Ja, sem. Kaj pa ti tukaj fantič? Prijavil sem se na fotografski natečaj. Slikati moram žival v naravi.
Aha, lepo, kako ti gre? Ne tako dobro. Ne vem, kako naj najdem žival. Ti lahko jaz kako pomagam? Lahko ja? Veš, živali se moraš približati lepo počasi in mirno, iz strani proti vetru, da te ne zavonja. Ne moraš vedeti, kje se žival giblje. Ti bom jaz pokazal. Gremo lahko skupaj? Seveda, podiva. Stoj, tukaj bomo počakala in počepnila in bomo počakala žival, da pride Tukaj bomo počepnila in počakala, da pride kakšna žival mimo. Lej, Fozan je tam. Imaš telefon pripravljen? Imam. Evo ga, imam fotko. Bom še nekaj naredil, da potem izberem najboljšo. Tako, uspela nama je. Ja, grem naprej v gozd pogledati, ti pa domov ali ne? Ja, mama me že čaka zvečero. Danes bomo imeli krompire gor s palačinkami. To pa bo. Tebi srečno na natečaju in adijo. Hvala, adijo. Mnogo vejic tam zborovca, dal za zadnji sem grižljaj. Vse so enkrat se usule, spomin ostane vekomaj. Zamenjal dosti sem klobukov, raztrgal dosti lovskih hlač. Nekaj čevljev, nekaj nožev, zato nisem še berač. Videl vzhajati sem sonce vsa ta leta, dan za dnem. Gledal, ko iz zemlje leze, kaj lepšega bi dal očem. Neštetokrat se zbujal v gori, kdo bi vedel, kdaj in kje. Večkrat lačen, večkrat žejen, a sem gori dal srce. Vse bo enkrat šlo v pozabo, kost na steni bo spletela. Kar smo enkrat gori vzeli, spet nazaj bo zemlja vzela. Hvala učencem in mentorici Nataši Plevnik. Rogisti pod vodstvom magistra Janija Šalamona pa že čakajo, da nas čudovitimi zvoki rogov tudi oni popeljejo v gozd. Slišali bomo pesem Jožeta Krleca, Pozdrav rogistom. Črni kos v ljudskem izročilu prinaša zgodbo, ki se dotika srca, narave in človeških usod. Poslušajmo, kako združeni lovski pevski zbori prepletajo to starodavno pripoved z melodijo. Slišali bomo torej slovensko ljudsko, Črni kos priredbe Franca Gornika, združenim zborom pa bo dirigirala Mileva Kralj Buzeti.
Spoštovani, spoštovane, če ste morda mislili, da danes ne bomo na lovu, ste se motili. Dober dan. Dobri. Gospa, se opravičujem, danes tukaj v dvorani v Brežicah poteka prireditev na državni ravni, tako da, če se lahko samo sedete. Veš, no, kaj misliš, nisem jaz član te države. Kaj me te napada, da mi reši povedi, ki bi jaz genejega Franca to dobila. Gospod Franc je danes res zelo zaseden, tako da prosim, če se tam usedete, lahko tudi na drugo stran dvorane. Poslušaj, kad ti misliš, da sem jaz zastoji s biciklom, trebala spšeti sem, da nože god pa ovo. Ne, imam jaz za Franca ta en posel, veš, moramo ta klobuk vrniti. Jezus Kristus, enkrat sem moja jutro tako mi dilo, ka moj Janec prehitro prišel z nočne, pa klobuk pozobil par meni, pa jaz mislim, da mu bo danes prav prišel, ne? Ja, pa boste to malo kasneje naredili, ali? Ne, veš kaj, te morate tako zmeniti. Pojdite tam pa eno kofe spi, jaz bom pa svoje povedala, ko pa jaz fertik, pa lahko idite do polnoči, če češ, me čist neč ne briga, ne. No, dogovorjeno, ker je danes res zelo vroča sobota, si bom privoščila kakšen požirek vode. Ja, ne bi hosno, če si še kak sendvič, kak je bubičko. Jezus Kristus, kate naroda, ljudi Božji. Jaz vam povem, jaz nisem te čisto zastojn, jaz sem tako rekoč kot tudi en roho ustanovni član. Ko sem jaz bila v Globokim, takrat sem enkrat bila v eni pisarni, pa sem poslušala, kaj je Kenejo Frence pa Harapinov Tonče, ko sta se onadva, to sta Jagra pa pevca, že onda bila Bog Isus, ne? In sta se onadva pominjala, kako bi bilo fajn, če tu Jagri popevali malo ne več, malo kar slovenski. Sem si mislila, videla sta pa široko prtnice razpadla, ne. Saj jaz nisem, da bi bila tisti član, jaz sem za jima pucala po tisti učilnici, ne. In deko jaz tako okrog pogledam, majke ti Božje, 50 let, dedje so vztrajni, nimaš kaj. Jaj, ženska so že danes skregale. In tako ti je tu v teh 50 letih še veliko da zamejamo, ne. Jaz sem z Globuške Mici, ker ratala Pšečka Mica, narod pa še kar popel, ne. Pogledajte vi, kaj pesm naredi, ne. Čeprav rečete, kačete cajti, niso Bog te Isus nečer. Mene včasih, vam povem, sem tako razočarana, me prime še kar obesla. Pokler se pa vrajtam, koliko ljudi bi bilo srečnih, se pa premišljim. Jezus Kristus, jaz vam povem. Rečete, kačete, včas smo bili tako revni, kot cerkvene miši. Pa smo znali popevati, pa smo se tako lepo umeli, da imamo pa vsega pune riti, pa neč več nismo zadovoljni. Doma še moj Janec menoj ni tako rič zadovoljni. Proklemana Štrela je rekel, on dan, ti Mica je rekel, ti pa bolj, ko si stara, bolj mene na vino spomijaš. To bolj, ko sem stara, boljša sem, ne, je rekel, bolj, ko si stara, bolj si vinskim sudi podobna. Jezus Kristus, jaz vam povem, cajki so vse prokleti, jaz doma, kumejka še za tiste proklete čekecke stavim. Ali on dan, Jezus Kristus, meni se zdi, da nam je država z obe dvemi nogami za vroč stupla. Jaz, ko sem vse poplačala, evo ti ga Strela Božja Pušner, pa neče tisti dugi prif, vete, tisto, ko raztrgaš, na kjeri strani ne raztrgaš, tam ga posjerješ. Durs je pisalo. Jezus Kristus, jaz pogledam noter tisto cifro, nekaj tega pa ne bom plačala. Tu pa Janec plačaj ti, kaj je on klev. Ne bom, je rekel, ne bom, v tistim cajti je prišel sosedov Tonček, 5 litra vina je prinesel, isti takšen dolgo pismo, pa sta se pa onadva zmenavala, 5 litrov vina sta spila in sta se zmenila, kako da šla drugi dan v Brestete na Durs in bo ta onadva državo okrog prinesla. Rekla, grem z vama, če mi je tu zadnje, kaj v življenji vidim, kako ta vidva državo okrog prinesla. Pa smo res prišli te, da ne vem, kako je dreki, ali pa nas, ko prideš na Breški Durs, tu se vse sveti, majke ti Božje, tam ni šla ženska v kikli, tam te že dol gor presvetijo, kaj si prinesel s seboj, ne? Pa smo šli pol gor pred eno sobo, kjer je ven tisti je bil bolj žalostni. Je rekel, Tonček,
Jaz grem noter, je rekel, nimajo mi druga vzeti kot to obleko, tu imam na sebi. Ja, ti Boga, v 3 minutah je bi meni ko Adam. Ja, kaj se ti je Donček zgodilo? Ja, neč mi niso vzeli, so mi pa obleko vzeli. Ja, rekel mu Janez, jak je mi je zritav, majke ti Bože. Sred hodnika, verko vse sebe vam povem, vse. Govko Adam je šel notre. Jezus Kristus, čez 2 minute je bil že nazaj. Spred je jemo kvačko vzad pa štoplic. Sem rekla, Janez, kaj so ti naredili? Koga pa neč mi niso mogli vzeti, je rekel, so mi pa plin pa vodo zaprli. Tako je, vete, s tem se ni zahecat, vam povem. Pa ne vem, kako zdaj tu te cajke. Vidim, da vsi isto šte delate, tako jaz. Ja, tako je. Tudi ne vem, kako je po drugih koncih, pri nas se je zdaj tu razposluje, vate vrak. Po 2krat na dan pridejo nekve te fartreterje, ko tu prdavljajo, ne. Se neč ne kupim, kot za kogam pa, da Boga je kupila, ne. I onda njes neke po kuhi švajdrarim, tam je vate vrak. Evo tega eden je že bil sredi kuhnje. Tako veliki sesavci je vlekel za seboj, pa 2 žaklja. Jaz ga pogledam, lušn je pa bil, majko ti Božjo, lušn je bil. A ste nekla, kaj pa vi ste noter? Ja, gospa je rekel, jaz pa sesavce prodam, se pa ne se napominati, ja tim sesavc, ti da že kruh ne imela kupla. Je rekel, mamca, je rekel, glejte, v sekundi vam povem, je obrnan žakl, mi je že kep svinerije cvet kuhnja si sipo. Mamca je rekel, če tale sesavc ne boste to v 1 minuti pobral, bom jaz tu pojedel. Jaz sem rekla, dragi moj človek, Denica Spatina Malca, v meni so včeraj elektriko odklopili. Ja, veste, tako je to. Ne vem, kako vam ne povem, ne. Tako, ko sem prej rekla, narod ni več nezadovoljen, ne, in neč, jaz se tako vrajtam, če bi vsaj doma se štimalo, pa ne štima je, ti vrak, ne štima, pa ne štima, ne. Ej, moj Janez še samo buderjari, neč mu ni več prav, vam povem, pa Mica je grda, Mica je siva, Mica je stara, ja krasno, on pa gre hudič mimo špeglja, pa se noter pogleda, pa vidi unga Arnolda Schwarzeneggerja notre, ne, ti prosim, ne, ta strela grda, onda pridem iz Brežic, pa gledam, ka veliki list na vratah, kaj je to, kaj to piše? Pa vidim, prodam babo, dobro rejeno, cena 700 evrov. Jaj, mene je skor kap zadela, sem šla notre, da topte, on na tikim svojim stoliku, on proklemani Sulejman velečastni, ne, tako postalno. Jaz sem ga tako nazijala, sem nekaj, da te ni sram, 50 let, te hudič strežem spred, pa zdaj, još pa ti mene za 700 evrov prodal. Je rekel, Mica, vse sem zračunal, vse sem skalkuliral. Pogledi, 200 evrov je vreden poročni prstan, ti imaš debele prste, pa ga dol več ne dobiš. Druga pa kaj, 100 kil žive vage po 5 evrov, 500 evrov, vse skep 700 evrov. Jaj, kaj se je meni stožilo. Celo noč, ki sem spala, vam povem. Potem pa jaz jemi vjutro napisala, pa jaz jemi lišti. Prodam dedija, jako malo rabljenega, cena 5 evrov. Jaz, kaj je on klev, da te ni sram, je rekel, jaz tebe za 700, ti mene za 5, sem rekla, Janez, tudi jaz, vse sem zračunala, vse sem skalkulirala. Pogledi, poročni prstan ne morem računati, ki si ga prvo leto ali zapil, ali zgubil, ne vem, kaj je mu, ne? Druga pa ljudi moji, 2 jajca po evro pa pol, to je 3 evre, pač 2 evra, pa da ti stari čvapčič, tudi ne morem računati, 5 evrov, ne? Ja. Tako je, to je hudič, ne, in vam povem, eno napako imate moški, se upam povedati, čeprav ste v večini. Ženske imamo dolgoročni spomin, moški imate pa kratkoročni. Vse pozabite, majkico vam Božjo, vsega obljubite, vse pozabite. Tak je meni moj Janez obljubil, ko smo se ženila. Mico, je rekel, Mici, kam je še onda rekel, Henavc. Je rekel, pred nama bo sama romantika, veš? Ja, še ni da dobro zvon, pred Sveti Miha ti od zvono je že šla počasi romantika. Ja, za Kristus Marija, pa ne vem, večer žihače še tako matram, on je zmer pred menoj v pujsli, dokle jaz pridem že vleče. Jozos, on večer je bil pa tak mesec lep. Jaj, se vrajte, lahko bo včasih
fajn, ne? Pa ga le malo si nam Janez, ja, včasih pa pri medju si nam malo tako večer pobužal po glavi, ne, ko smo šla spat. Jaz vam povem, jaz tegnil park, skoro mi je čop otrlo, božo, in že pa le, Janez, pa kaj je? Pa včasih mi pa kakega ljubčka večer dal tako na lice. Prokleta baba, vprašujem, kje dedi. Ja, za Kristus Marija vam povem, se obrnem, skoro mi je vilco ven spegno. I pa le, a mi ni vrag dal mere, reče, tretja štreča, ne, pa še, Janez, a kaj bi rada, pust me, mer, da sem počinil. Pa, veš, kaj sem imela rada, včasih me pa tako malo vgrizno večer za vrat, ne, ko sem pa tu rekla, vrgo dekno dol, pa te vrataš, nekaj Janez, pa kam greš, kam pa po zube v kopalnico, da tam lahko vgrizno. Vidite, tako je to. Jaz vam povem, da ne bom predolga, ampak jaz tudi rada popevljem. Ob šetah na kori popevljem, vam povem, sem bila uno nedeljo neke dobre ule, tako sem Iber Cvik potegnila, ka župni kar mošo neko. In jaz drugač pa grem na naš breg, ko sem slabe ule, pa tako popevljem. Tako popevljem, ne še malo sosedje trpijo, Ko pa jaz popevljem, se pa moj Janez dol po cesti, za vsako se gre sprehajati. Pa ga undan prašal Tonček sosedo, ti Janez, zakaj se pa ti stalno sprehajaš po cesti, ko Mica popevlje? Rekel, za koga pa, da me ne bi tu prijavil, da jo tučem, ko se tako drapile god na bregi, ne? Tako je, jaz moram jeti, ker moram še te jeti, advokata poiskati, bate vraga, imam sranje psečkimi jagri. Ne vem, jaz vam povem, živce mi bo žrelo, zajci mi hudijo cele živeti, kar naprej so vzeli. In undan me je razpalil, da amena sem zdela od starega gorca, ne vem, če lijem na glas povem, eno šrotaco staro vam povem, in sem zajca bišla sredi dela, pumf, pa je crkno. Kaj ti me ni sosedova katra videla, je že tekla pšečkim jagrom povedati, pa so prišli delegacija. Mica, bila je prijava, da si ti vstredila zajca. Sveznga. Ja, je rekel, pa to je kazno. To je kazen zato, ker ti nisi član lovske družine. A sem rekla, bejš no, zajce pa lahko moje zele požar, pa tudi ni član moje družine. Tako je. Bodite dobri, če ne čez 10 let se pa pele vidimo. Adijo. Hvala Pišečki Mici. Mica, ne še odhajati, Franc bo potem po uradnem delu seveda na voljo, da mu vrnete tisti klobuk, ne? Sedaj pa se bomo z združenimi rogisti pod vodstvom magistra Janja Šalamona podali veselo na lov, pa ne z orožjem, ampak z zvoki rogov. Avtor pesmi je Jože Grlec.
Lovski rog ima posebno mesto v lovski kulturi in tradiciji. Globok in odmeven zven se sliši daleč naokrog. In o lovskem rogu je napisal pesem Franc Kosi, Franc Kene pa je besedilo uglasbil in bo tudi združenim zborom dirigiral. Torej, slišali bomo Lovski rog. Dragi zbrani, lovska kultura je zelo široka in predstavlja preplet različnih umetnikov in ljubiteljev tako imenovane amaterske kulture. Ena od veščin lovskega udejstvovanja in lovskih običajev je oponašanje jelenjega rukanja. Veščina oponašanja jelenjega rukanja je ostala in ostaja zapisana v genih zelene bratovščine. Je del slovenske lovske kulture in njene tradicije. Klicati jelena ni kar tako. Jelenovo rukanje je veličastno, mogočno in melodično. Oponašanje jelenjega rukanja je lovska spretnost, posebna veščina in umetnost lovsko pravičnih lovcev pri lovu na jelenjad, kakršno premorejo zelo redki in samo najboljši. Oponašalci jelenjega rukanja delujejo v okviru Lovske zveze Slovenije. Vsako leto, od leta 2008, pa se v oponašanju jelenjega rukanja pomerijo tudi na državnem prvenstvu. Najboljši pa se na to pomerijo tudi na mednarodni ravni. Prvi velik uspeh je ekipa oponašalcev dosegla leta 2010, ko so na mednarodnem turnirju v Celovcu prvič zmagali. Leto kasneje so postali ekipni evropski podprvaki, Klemen Šušteršič pa je postal celo evropski prvak med posamezniki. Leta 2012 so prvič postali tudi ekipni evropski prvaki, od takrat ekipa in člani ekipe Lovske zveze Slovenije redno posegajo po najvišjih mestih na mednarodnih in evropskih prvenstvih. Dejavnost oponašanja jelenjega rukanja, ki deluje v okviru Komisije za lovsko kulturo Lovske zveze Slovenije, ima poleg tekmovalnega in promocijskega tudi kulturološki pomen. In danes je z nami član ekipe Lovske zveze Slovenije, ki je maja zastopala naše barve na Evropskem prvenstvu na Poljskem, in sicer to je Marko Mavri, ki ga lepo pozdravljam.
pozdravljam in vabim k sebi. Marko nam bo na današnji slavnosti predstavil 3 discipline. In sicer prvo, Marko, če si za stvar, boš predstavil mladi jelen, ki išče košute. Izvoli. Sledi druga disciplina, in sicer stari jelen, ki išče košute. Dragi zbrani, in za konec še dvoboj 2 enakovrednih jelenov na rokališču. Najlepša hvala. To je res prava mojstrovina in prosim za še en velik aplavz. Sedaj pa sledi nastop Združenih pevskih zborov in rogistov. Slišali bomo slovensko ljudsko Mi smo lovci, ki jo je za zbor in rogiste priredil Franc Gornik. Tako, Združenim zborom in rogistom pa ja, da ne pozabim, bo dirigiral Franc Kene.
Sedaj pa prihaja lovska. To je pesem moči in tradicije, ki združuje glasove narave in strasti do lovstva. Združeni pevski zbori pod vodstvom Mileve Kralj Buzeti. Dragi zbrani, počasi se približujemo zaključku današnjega uradnega dela jubilejnega 50. srečanja slovenskih lovskih pevskih zborov in drugistov. Lovska zveza Slovenije, ki je tudi soorganizator današnjega dogodka, svojo več kot 110-letno tradicijo predstavlja strokovno in enovito interesno združenje lovcev. V imenu Lovske zveze Slovenije na govoru vabim predsednika Komisije za lovsko kulturo pri Lovski zvezi Slovenije, magistra Janija Šalamona. Izvolite. Spoštovani, naj začnem z mislijo aktivista Markusa Garveja. Ljudje brez zavedanja o lastni pretekli zgodovini, izvorih in kulturi so kot drevesa brez korenin. Uvrstitev lovske kulture v seznam nesnovne kulturne dediščine zgovorno kaže na njeno pomembno vlogo in posebno mesto, ki ga ima v Sloveniji, na kar smo lahko ponosni. To nam nalaga še večjo odgovornost, da jo ohranimo in prenesemo našim zanamcem. Hitre družbene spremembe, ki se dogajajo v zadnjih letih, terjajo in nas obvezujejo, da še bolj spoštujemo lastno kulturo in jo tudi širimo, kajti le na tak način lahko pričakujemo,
da bosta lovstvo in s tem naše poslanstvo v družbi cenjena in spoštovana. Kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi. Kultura nas bogati in nas dela boljše, daje vrednost ljudem in spodbuja medsebojno sodelovanje. Udejstvovanje lovskih kulturnikov je močna sociološka kategorija, ki je izredno pomembna za boljšo socialno kohezijo, trajnostni razvoj in navsezadnje željo po posredovanju vrhunskih kulturnih produkcij. Lovska ljubiteljska kultura je namenjena najširšim skupinam ljudi in ima zato še kako pomembno vlogo. Kultura je stičišče ljudi, saj je tisto nevidno tkivo, ki nas vse povezuje v veliko skupnost ustvarjalnih bitij. Takšne skupnosti pa ne bi mogli imeti brez ustvarjalcev in poustvarjalcev v ljubiteljskih kulturi, ki že vrsto desetletij ustvarjajo ne le za svoje člane v lovskih vrstah, ampak za vso skupnost in vse nas. Velika večina članov lovskih ljubiteljskih kulturnih skupin ni lovcev. Vsi, ki aktivno delujejo kot zunanji člani, si zaslužijo še posebno priznanje, predvsem pa zahvalo vseh nas, da so se pripravljeni predstavljati v javnosti kot lovci, da so se pripravljeni poistovetiti z našim poslanstvom in so pripravljeni to poslanstvo tudi promovirati. Pevci, rogisti in drugi kulturniki delajo srcem, pred predanostjo in ljubeznijo do vsega, kar predstavlja lovstvo. Zato so besede Ivana Cankarja, umetnik dela, trdo dela, še kako aktualne in pomembne v razumevanju vseh ambasadorjev lovske kulture in lovstva. Spoštovani nastopajoči in vsi ustvarjalci in poustvarjalci, ki se ukvarjate z lovsko ljubiteljsko kulturo, ambasadorji kulture slovenskega lovstva, iskrena hvala za vaš trud in odrekanja, da nam osmišljate naš notranji svet in promovirate slovensko lovstvo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Šalamon, prosim, če se mi kar pridružite tu pod odrom, kajti sledi podelitev priznanj tistim, ki so svojim delom in zavzetostjo že vrsto let predani lovski kulturi. Podelitvi pa prosim, da pristopi tudi predsednik Lovske zveze Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Za 20. udeležbo na srečanjih prejme priznanje lovski oktet Javorniki Postojna. Vse nagrajence seveda tudi prosimo, da ostanete tukaj, da bomo na koncu naredili še skupinsko fotografijo. Gospod, prosim, če ostanete za skupno fotografijo. Torej, sledi naslednja podelitev. Za 30. udeležbo na srečanjih prejmejo priznanje Rogisti zveze lovskih družin Ptuj-Ormož. Za 40. udeležbo na srečanjih prejme priznanje lovski oktet Lovskega društva Peca Mežica. In edina skupina, ki se je udeležila vseh dosedanjih srečanj in danes sodeluje že 50-tič, je Lovski pevski zbor Globoko. Čestitke vsem prejemnikom priznanj. Morda, da se še obrnete proti našemu fotografu, ki je na tribuni.
točki uradnega dela. Združeni pevski zbori in rokisti nas bodo pod vodstvom zborovodje Franca Keneja popeljali v zeleni gozd. To je gozd, ki ga lovec še kako dobro pozna vsak njegov kotiček, stezico in vsako drevo, ki je še posebej v tem poletnem času s čudovito zeleno krošnjo nekaj posebnega. Zeleni gozd je slovenska ljudska pesem, kar pa je zelo priljubljena med lovskimi pevskimi zbori in rokisti so jo vsak posebej velikokrat izvajali. Pesem je uglasbil Frank Gerbič, za lovske rogove pa jo priredil Radovan Gobec. Franc Kene pa je pripravil priredbo za skupno izvedbo te pesmi in danes bomo priča prvi skupni izvedbi združenih zborov in rokistov na tovrstnem srečanju. Zboru bo dirigiral Franc Kene. Izvolite. Naj bo zeleni gozd še naprej naš navdih in naš dom, pesem pa naš spremljevalec na vseh poteh. Za konec bomo slišali Pozdrav Lovini. To je pesem, ki je namenjena ob koncu lova, s katero se kaže čast uplenjeni divjadi. Avtor skladbe je Dane Namestnik, združenim rogistom pa bo dirigiral sin avtorja Vasja Namestnik.
Spoštovani, spoštovane, hvala, da ste skupaj z nami se poklonili današnjemu prazniku lovske kulture. Drage pevke, pevci, rogisti ter drugači, hvala, ker s svojo predanostjo ohranjate in širite bogato lovsko dediščino. Naj nas melodije, ki so danes odmevale, še naprej združujejo in krepijo naše vezi z naravo in med seboj. Vsi skupaj smo del tradicije, ki jo prenašamo na naslednje rodove in prav v tem je moč naše skupnosti. Ob koncu današnjega slavnostnega dogodka, s katerim obeležujemo 50 let srečanj, vabimo torej vse nastopajoče, da se nam pridružite na neuradnem delu prireditve, kjer bomo nadaljevali s prijetnim druženjem, delili zgodbe in ustvarjali nove spomine. Spoštovani gostje, vi pa seveda tudi vljudno vabljeni na ogled razstave, ki se nahaja v avli dvorane v prvem nadstropju. In naj današnjo slavnost zaključimo z naslednjo mislijo. Naj bo pesem še naprej naš sopotnik, druženje pa naš navdih. Dragi zbrani, prosim, da najprej pospremimo iz dvorane predsednika Državnega sveta Republike Slovenije in slavnostne goste. Najlepša hvala.